Dragi ljubitelji in ljubiteljice ljudskih plesov, pesmi in glasbe, spoštovani gostje, gospod župan, predstavniki občine in krajevne skupnosti, dragi občanki in občani, krajanke, krajani, v imenu folklorne skupine Rožmarin vas vse prav prisrčno pozdravljam in vam želim, da bi danes doživeli en lep in krasen večer. Večer, ki je še posebej slovesen, kajti z današnjim nastopom folklorna skupina Rožmarin praznuje 40 let aktivnega delovanja na polju ljubiteljske kulture, ljubiteljskega plesa in folklore ter ljudskih običajev. Današnjemu večeru so dali naslov od koliščarjev do tanga, skozi večer pa nas bo vodil dolgoletni član skupine Plesalec in tudi aktualni umetniški vodja Edo Zore, ki ga prav lepo pozdravljam tukajle na odru. Torej, Edo, ti si član skupine praktično od samih začetkov, pa bi te poprosil, če poveš za začetek, kako so pravzaprav ti začetki izgledali in kako se jih ti danes spominjaš. Bo držalo, ampak najprej dober večer vsem, ki ste danes prišli, veseli, da ste se udeležili tega koncerta v tako velikem številu. Ja, srečo res, v bistvu skoraj od vsega začetka. Namreč folklorna skupina Rožmarin je bila ustanovljena decembra 1981, z aktivnimi vajami je pričela marca 1982, jaz sem pa prišel septembra 1982, pripeljal me je pa sošolc Gubin Andrej in jo kriv, da sem jaz dal še tle, a ne? Kdo pa so bili začetniki takrat pravzaprav te folklorne dejavnosti tukaj v Nalih Goricah? Ja, začetniki so bili današnji nastopajoči veterani, ki so tudi pripravili eno točko in jih bomo pa malo kasneje videli. Dobro, potem pa gremo kar k današnjemu večeru, pa najprej seveda, kako to, da ste se odločili za naslov od koliščarjev do tanga? Ja, rekel, ta naslov je bil že nekaj časa v glav, ampak nam je korona preprečila pred 2 leti, da bi to izpeljali, ker mi bi mogli imeti to 40-letnico že pred 2 leti, a ne? No, ampak glede na to, da smo mi tukaj na Barju, v zadnjih letih pa je veliko najdb od arheologov, smo začeli razmišljati v to smer. Je res, da teh plesov ni zapisanih nikjer, ne? Smo si pa predstavljali, no, preko življenje, kako ne bi takrat pred 6000 leti, ne? In ko smo se pogovarjali s strokovnjaki iz folklornih krogov, sem povedal za to idejo, pa so rekli, ja, daj naredi, ne, bod drzen, pa smo naredili. So danes mogoče kakšni strokovnjaki tukaj v dvorani, da bodo videli, kaj je nastalo? Ne vem, ja, so ene par jih je, jaz sem videl, ampak ne morem vse videti, tako da ne vem, koliko točno jih je, ampak ja, so eni, ki se spoznajo na to. Pa predlagam, da si mogoče kar ogledamo, kako ste si zamislili, da so mostiščari izvajali te svoje obrede. Tako.
Hvala.